Namen tega predavanja je v bistvu malo pojasniti, kaj je pravzaprav diskretna geometrija, ne? To je nekak ideja. In pa, da to ni nekaj tazga, kar je novo, s tem se tudi jaz zadnje čase ukvarjam, ampak da je to nekaj, kar je v bistvu staro že kot matematika sama. Zdaj pa moram jaz to videti, a se kaj dogaja tlele, nič, ne? Moram pa pogruntati, kako se to naredi. A zdaj kaj, da se pa nekaj zgodilo, ne? Torej, najprej moramo pravzaprav se odločiti, moramo pojasniti, kaj je pravzaprav diskretno, ne? Zdaj, diskretno, to je ravno nasprotje od zveznega, bi lahko rekel, ne? In zvezno in diskretno, to sta dve paradigmi v človeškem udejstvovanju, racionalnem, ki sta popolnoma različni, ampak se odlično dopolnjujeta drugo, ne? Zdaj, kaj je pravzaprav zvezno, ne? Kaj je diskretno? To se sprašujejo fiziki, predvsem, ko je prišlo do kvantne mehanike, ne, je znano to, da nekako se niso mogli odločiti in se še danes ne morejo odločiti, oziroma oboje je pravilno, ne, ali je svetloba valovanje, to se pravi to nekaj zveznega, ali so to kvanti, fotoni, ne, to se pravi delci, ne. In to se pravi, to je dvojna narava svetlobe v bistvu tukaj, ne. No, zdaj, če hoče človek pojasniti laiku, ne, poznamo vsi tisti vic, Kasinko ima takole digitalno uro, ne, pa vpraša očeta, kaj je to v smeri urnega kazalca, ne? Tukaj ni nobenega urnega kazalca, tle vse teče penke, ne? Medtem ko urin kazalc se lepo zvezno počasi premika, ne? To se pravi, to je spet velika razlika v pogledu na nekaj, kar je zveznega, kar se počasi preteka, ali pa počasi pač se premika, bi rekel, torej, če se iz točke A v točko B gremo, zmeri lahko še vmes nekam pridemo, ne? Lahko še vedno razdelimo ta interval, ne? Medtem ko diskretno je pa nekaj tazga, ko v taktih teče, ne? Tako po domače povedano, ne? Zdaj, to je zelo približno seveda, ne? Jasno, da je bila tale zadeva, ta dilema diskretnega in zveznega, to so že grški filozofi naleteli na to stvar, to je znan je ta Zenonov paradoks o Ahilu in pa želvi, ne, počasna želva teče, Ahil hitri teče za njo, ne, in je nikoli ne more ujeti, ne, in razmišljal je pač tako, je rekel, ja, ko recimo Ahil preteče polovico poti do želve, se želva malo naprej premakne, pa že spet Ahil polovico poti do želve, pa želva spet malo naprej, ne, pa spet Ahil polovico poti do želve, želva še malo naprej, in je pravzaprav nikoli ne more ujeti, ne, to je bila njegova, bi rekel, diskretna argumentacija, zakaj ta stvar ne gre. Mi vemo, da se da to formalno čisto po uredu narediti, da v resnici potem Ahil jasno želvo ujame, ne. Ampak to se pravi, ta problem, ne, diskretnega in zveznega, s tem so se spopadali že Grki in v bistvu je pa potem, če pogledamo matematiko in pa znanost sploh, ne, je, bi rekel, ta zvezdna paradigma kraljevala, ne. Kraljevala je pravzaprav, bi rekel, tam nekje, to kraljestvo se je začelo z Newtonom, ne, ki je pogruntal diferencialni račun, odvajanje pa integriranje, to je vse nekako zvezno teče, ne. Potem vsi te zakoni fizikalni, ne, Newtonovi zakoni, pa tudi kasneje, to je vse zvezna stvar, to se pravi celotna mehanika, vse fizika, optika, vse to, celotna fizika je bila v bistvu utemeljena na tej zvezni paradigmi, bi lahko rekli, ne. Po drugi strani, že spet, če pogledate nazaj, že spet ta Grke, ne, ko so pa začeli razmišljati o tem, kaj so pravzaprav te osnovni delci, ne, pa že vemo, da je Demokrit govoril o atomih, o nedeljivih delcih, ne, da je vesolje sestavljeno iz diskretnih delcev, ne pa iz nečesa zveznega, poljubno, bi rekel, mejhnega, ne. Tako da vidimo, da je to v bistvu ena taka stvar, ne, ki nas spremlja že ves čas. No, ta velik vzpon
zvezdne paradigme je viden tudi dan danes. Tako da recimo večina uporabe matematike v fiziki bi lahko rekel zvezdna. Ne? To se pravi, to so še vedno parcialne diferencialne enačbe, pa take stvari, ki danes dominirajo nekje. Ne? Ampak po drugi strani se je pa zgodilo nekaj drugega. Zgodilo se je to, da so nenadoma ugotovili pravzaprav, da je informacija v bistvu diskretna. Ne? In v trenutku, ko so ugotovili, da lahko, to se pravi, mi nekmu stroju naročimo, da naj dela, pa da naj računa, in da je vse to računane temelji na popolnoma diskretnih zadevah. To se pravi, da vi lahko, tako rekoč, včasih so rekli, v binarnem sistemu zakodiramo vse, kar je v računalniku noter, to se pravi, vse so ničle pa enice, in te ničle pa enice, to je tipičen primer diskretnega, ker sta samo dve vrednosti, nič in ena, veliko ničl pa veliko enic, res, ampak to je še zmeri nič in ena. Je potem se izkazalo, da je ta diskretna paradigma prav z nastopom računalnikov začela pridobivati v veljavi. In dan danes, če pogledate klasično biologijo ali pa sodobno biologijo, ko vemo, da je vse skupaj pravzaprav v DNK zakodirano, ves človek je v bistvu zakodiran v DNK, vi ga lahko spravite, celotno informacijo o človeku lahko spravite računalnik, ga date enemu znanstveniku in ga bo on potem lahko, recimo, reproduciral. Ne bo še čist, ampak skoraj. Ampak dejansko bistvo je to, da ni več potrebno, da bi imeli, vse veste, kako je bilo s fotoaparati, dokler so bile slike, dokler je Kodak živ, pa se je to z emulzijo delalo, pa tako, to je bilo še vse analogno, pa zvezdno nekako. Takoj, ko se je pojavil elektronski fotoaparat, je vse se diskretiziralo. No in zdaj se pojavilo vprašanje, kako pa je pravzaprav pa z matematiko, recimo geometrija. Geometrijo si vsi predstavljamo tudi nekaj zvezdnega, mislim, to je nekaj takega, so neskončne dolge premice, pa ravnine, pa ne vem, pa mogoče kakšne sfere, pa hiperboloidi, pa paraboloidi, pa ne vem, grozne stvari se tam dogajajo. To se pravi, vse je tako nekaj zvezdnega. Kje je tle diskretna paradigma noter? In ravno ta diskretna geometrija, o kateri govorim, je pa primer tega, da lahko tudi s to drugo paradigmo posežemo, komplementiramo vse skupaj nazaj noter. Zdaj, če bi pogledali recimo geometrijo, kako se je geometrija začela razvijati, mi vemo, da to se pravi, med drugim so že Egipčani poznali precej geometrije. Zdaj, dobesedno geometrija, če pogledate, to je zemlja pa merjenje, to je zemljemerstvo. Medtem ko to je pač predmet geometrije, to se pravi, se ukvarja v bistvu z oblikami in pa s prostori, deli prostora, geometrijskimi oblikami, njihovi velikosti, njihovi relativni položaji. To je nekako pravijo kot geometrija. No in če pogledate, začela se je že pravzaprav v Egiptu. Vsi vemo, da so bili Egipčani odlični arhitekti. Med drugim so morali piramido zelo dobro obvladati, če so jo hoteli takole narediti. No in recimo, tukaj že vidimo, če se takoj postavimo kar k piramidi, je res, da je to nekaj zvezdnega, pa masivnega, pa vse tole. Ampak vse, kar je pravzaprav tukaj treba vedeti, če govorimo o štiristrani piramidi, je treba pogledati, kaj so oglišča. V tem primeru to so pač tele končki tukaj noter, teh imamo 4 plus 1, jih je 5 oglišč, potem imamo robove, robov imamo 4 od spodaj, pa 4 zgorih je 8, in potem imamo še lica, rečemo temu, to so ta osnovni kvadrat, in pa 4 trikotniki, torej imamo že spet 5 lic. V bistvu je zdaj takole, ta števila
ki sem jih tukaj naštel, se ohranijo, tudi če piramido malo pokvečimo, pa popravimo, ni več čistko visoka, kot je bila, lahko naredimo zelo veliko, ne, ali pa zelo ozko, ni nujno, da je zelo pravilna, ne. Ta štirikotnik je lahko, ni treba, da bi bil mogoče kvadrat, je lahko pravokotnik, ali pa še lahko malo postrižemo ga, ampak to bo vse ostalo isto. To se pravi, ta, bi rekel, diskretna invarianta tega telesa se ohranja, ne. To je kasneje, če gremo malo naprej, ne. Kasneje je to Descartes oziroma potem Euler pravzaprav ugotovil, da se ena druga stvar ohranja tukaj noter, ne. To je bistveno kasneje, ne. Če vzamete vi tale V, to je število oglišč, minus E, to je število robov, plus število lic, ne, je ugotovil, da je pravzaprav za vsako konveksno telo to število enako. In sicer koliko je, takoj lahko ugotovimo, to jih je 5, pa to jih je 5, jih je skupaj 10, minus 8 je 2. To je tako imenovana Eulerjeva enačba za poliedre. Lahko poskusite, ne, vzamete en polieder, tak drug, ne, recimo tegale, ne, pa ga dajte malo okrog pol. Lahko preštejete, ne bo vedno, da ne boste, ampak lahko preštejete oglišča, pa lice, pa robove, ne, mislim pa pogledate, če res 2, ne. Dobar je. Skratka, to so potem ugotovili, ne, in je zanimivo, da je to pač ena taka stvar. Tega seveda Egipčani niso vedeli, ne, mislim, da je to tako, ne. Ampak recimo druga stvar, ki so Egipčani delali, kjer je že spet, bi rekel, mogoče zanimivo, ne, je ne sam, da so, to se pravi, oni so za merjanje stvari so uporabili vrv, ne, in ta vrv je imela enako postavljene vozle, ne. In potem so te vrvi napenjali, pa so lepo prešteli, koliko je tega, ne, tam oni so imeli tiste svoje enote, ne, in so pač ugotovili, koliko je kakšna stvar dolga, ne. No, ampak poznajo so še eno drugo stvar, poznajo so tudi tale pravokotni trikotnik, ne, to se pravi, ki ima eno stranico dolgo 3, drugo 4, tretjo pa 5. To vsi spomnimo se iz srednje šole ali pa iz osnovne šole, ko smo morali to pač preračunavati pa gledati, kako te stvari izgleda, ne. No in potem nekateri špekulirajo, ne, jaz sicer dvomim, da je to res, ampak pravijo, zdaj, če so poznali tole, ne, pa če so poznali tole, pa ni hudir, da ne bi mogoče oni tole vrv takole naredili, da bi bile tlele 3 vozli, ne, tlele bi bili 4 vozli, tlele bi bilo 5 vozlov, ne, pa če lepo napnejo, pa ugotovijo, da je tole pravi kot, ne. A so mogoče tako merili pravi kot? Jaz mislim, da niso tako merili pravih kotov, ampak to je ena špekulacija, da je mogoče ena taka stvar, ki se jo lahko napravili, ne. No, v resnici prava geometrija se je začela z Grki. To je bil Evklid, je pravzaprav tam nekje 300 let pred našim štetjem napisal eno fantastično matematično delo, to je v bistvu knjiga o geometriji v 13 delih, ne, kjer je podal osnove te evklidske geometrije. To se pravi, to je prva matematična teorija, pravzaprav, ki je obstajala in je ostala pravzaprav zelo dolgo časa, bi rekel, zgled, kako se dela matematiko. No, v 13. delu omenja tudi 5 platonskih teles, ne. To se pravi, ugotovi, da so 5 najbolj simetričnih teles, kar jih je. Ne 6, ne 4, ampak ravno 5. Ne. In če pogledate, kaj pravzaprav to so, ne, to so tako imenovan tetraeder, oktaeder, heksaeder, to je kocka, potem je ikozaeder in pa dodekaeder, ne. To so ta telesa. Zdaj jaz tle nekih imam, ne vem, če imam vse. Kocko imam tukaj, pa imam tle še en oktaeder. Bom pa na to stran dal. Zdaj,
Kaj to pomeni, da so res tako najbolj simetrična, kot je možno? Ne? Če pogledate lica, kakšna so, ne? Lica vseh teh teles so v bistvu pravilni mnogokotniki. Ne? To se pravi enakostraničen trikotnik, kvadrat ali pa petkotnik. Ne? Ni pa recimo šestkotnikov ali pa sedemkotnikov ali pa osemkotnikov. Zdaj, v resnici, ne, ko so Grki to razmišljali, ne, o teh zadevah, so v bistvu razmišljali takole, ne, če vzamem jaz enakostraničen trikotnik, ne, potem je ta kot tukaj 60 stopinj. In zdaj, koliko trikotnikov lahko zraven še postavim, ne? No in so hitro videli, če vzamem 6 trikotnikov, potem bo to kar ravnina, ne? Zato, ker bo ravno lepo vse 360 stopinj in bo kar ravno vse skupaj. Torej, največ 5, ne? Pa so pa rekli, dajmo 3 skupaj in če date 3 skupaj, dobite tetraeder, ne? Pa so rekli, dajmo 4 skupaj, pa dobite oktaeder, ne? Pa so rekli, dajmo jih 5 skupaj, pa so dobili ikozaeder, ne? Se je ravno lepo išlo, ne? No, pa so rekli, v redu, smo opravili s trikotniki, pa pejmo zdaj na štirikotnike. Zdaj pa, kako je pa štirikotniki? Če vzamete štirikotnike okrog, spet dobite ravnino, ne? Torej, največ, kar lahko vzamete, 3. Če bi 2 vzeli, je pa malo premalo, ne? Če bi 2 skupaj zlepili, ne bi lica dobili, ne? Ker bi dobili kar ravno bilo vse skupaj. Ravno 3 rabite in dobite kocko, ne? No, pa so pa še isto naredili za petkotnike, so rekli, koliko petkotnikov lahko damo okrog. In spet, zaradi tega, ko so poznali že malo te lekote, so videli, da 3 grejo, 4 pa ne grejo več, ne? In so dobili na ta način dodekaeder. In je ta način razmišljanja slučajno pravilno deloval. Namreč tako lepo je deloval, da ta telesa, ki so jih dobili, ne, na ta način, na en sam način so jih lahko dobili, so res tako perfektna, ne, da če vi vzamete recimo kakšno bi moral več še nekaj imeti. Če vzamete recimo kocko, ne, potem je to res, ne, če jo pogledam jaz v nekem oglišču, ne, pa pol zamižim, pa jo obrnem okrog, pa jo še enkrat pogledam, ne morem ločiti med prvo sliko in zadnjo sliko. To se pravi, sta čisto enaki sta te kocke, ne. In to velja za vsako oglišče. To se pravi, so popolnoma simetrična so ta telesa. In takim telesom pravimo platonska telesa. To so 5 platonskih teles. Zato, ker baje, da jih je že Platon tudi poznal. In to je pravzaprav eden od teh, bi rekel, diskretnih, bi rekel, vrhov grške geometrije. No, Platon je v bistvu, je bil seveda starejši od Evklida, ne, je tem telesom v bistvu tudi priredil te klasične elemente, ne. To se pravi, tetraeder je rekel, da je ogenj, ne, oktaeder je zrak, heksaeder je zemlja, ikozaeder je voda. No, kaj pa 5. dodekaeder, ta je pa najbolj v krogu, je rekel, to je pa kar vesolje, ne. No, to je potem kasneje, to je še Kepler potem tudi naredil. Dost kasneje je Kepler se s temi stvari ukvarjal in je do podobne stvari prišel. On je pa potem teh 5 teles postavil drugega v druge in na ta način poskušal razložiti vesolje oziroma sončni sistem, ne. Pol je pa opustil tole stvar, ne. No, poleg teh platonskih teles obstajajo pa malo manj pravilna telesa. Enega sem prej tam na začetku poslal naokrog, imam pa kopijo tega tudi tukaj noter, ne. Mislim, da je isti tale. To so pa taka telesa, ki imajo tole lastnost. Če vzamete kjerokoli oglišče, pa spet zamižite, pa greste naokrog, ne,
bo že spet izgledal kot katerokoli drugo telo. To se pravi, kar se oglišč tiče, bo vse lepo in prav. Ampak ne morete pa več tega govoriti za lica. Ne? Lica so pa lahko različne, tle recimo en štirikotnik pa en trikotnik. Tam so bili vsi trikotniki ali pa vsi štirikotniki ali pa vsi petkotniki. Ne? To se pravi, tisto je dosti bolj pravilen, kot je pa ta. No in tem telesom, teh je pa 13, pravimo pa arhimedska telesa. Zdaj pride pa ena zanimiva zgodba. Ne? Namreč Arhimed je v svojih delih, ne, on je napisal ogromno, on je bil, mislim, kar se geometrije tiče, bil on gotovo največji geometer, to se pravi večji kot Evklid. Evklid je v bistvu spravil samo znanje drugih skupaj, medtem ko je Arhimed je pa dejansko genij, ne? To se pravi, on je pogruntal ne samo matematike, praktično celo matematiko samo, on je tudi v bistvu infinitesimalni račun že takrat pogruntal, on je znal integrirati nekatere krivulje, računati ploščine krivulj, ne, v bistvu s pomočjo integralov, ne. Ampak on je pogruntal tudi, kaj se tudi imate to Arhimedovo spiralo za dvigovanje vode in podobno. Po geometriji je pa pogruntal teh 13, recimo, arhimedskih teles. Ampak zadeva, veliko njegovega dela je ohranjenega, veliko je pa izgubljenega. Potem so pa kar naenkrat tam nekje v 19. stoletju našli na enem listu pergamenta, ene knjige, ne, so našli eno zadevo, ki je izgledala, kad je bila prej, to je bila ena taka religiozna knjiga, ne, je pa bilo nekaj matematike spodaj, ne, palimpsest je bil, ne. In so potem, in je potem prišlo pa, to se pravi, to se je nekje, mislim, da je bilo v Jeruzalemu, pa je šlo to vse skupaj v Carigrad, ne, pa je bila pa tam, ne vem kaj, turško, ne vem kakšna vojna, pa je tista stvar zginila, pa se ni več našla, pa se je pa že spet našla, pa kar naenkrat je že spet zginila, in potem je kar naenkrat ena hči od enega leta 1970 to zadevo probala prodati. Ne. In tam so pa kar naenkrat ugotovili, ne, da pa je bila ta stvar ukradena v bistvu, ne. In so potem dali to vse en pol nekak na dražbo, pa je to pol nekdo kupil in potem so zdaj Američani skozi to stvar spravili, mislim, ne samo, da so odkrili ne vem koliko Arhimedovih del noter, ker to je debela knjiga, ne, ampak so odkrili še pred Arhimedom, so bile še ene druge stvari gor napisane. Ne? In vse skupaj bilo pa že zelo skoraj uničeno, ne? Tako da so uporabljali sodobne matematične metode, ne? Torej tale metoda teh glavnih osi, ne? Statistične metode so uporabljali, zato da so dobili nazaj informacijo, kaj je pravzaprav tam noter pisali. Po vse sorte, ne vem kakšne spektre, ultravijolične žarke, pa to, pa pa tret, da so dobili, kaj je pravzaprav prej pisalo tam. Ker tisto, kar je prej pisalo, so novi pisari so najprej zradirali, ne? Oziroma spraskali stran, ne? In so potem na novo pisali gor. Ne? Tako da je to ena taka fascinantna zgodba v bistvu. No, ta arhimedska telesa, tlele jih je 5 platonskih teles, potem je pa še 13 arhimedskih teles zraven napisanih. Ta arhimedska telesa se dajo pa vsa v bistvu izpeljati iz platonskih teles z enim posebnimi metodami. Recimo bom pokazal na tem primeru, bom pokazal eno, pa še en primer meni se da imam, ki je pa zelo grd, ampak vseeno boste morali verjeti, da nekako gre. Ta je malo pokvečen, žal. Tale je boljši. Glejte, kaj smo tukaj naredili. Tle smo vzeli tetraeder, pa smo vsakmu tetraedru odbili eno oglišče, ne? In namesto tega oglišča smo dobili zdaj trikotnik, ne? Bivši trikotniki so pa šestkotniki ostali. Moj kolega Isidor Hafner je pa zemljevid, zemeljski zemljevid gor narisal, ne? Tako da lahko še tole pogledate. Tale stvar, ne, je dobljena pa iz kocke. Ampak kako je dobljena iz kocke? Spet smo odbili vsako oglišče kocki, ampak
Ko smo jih odbili, smo to naredili na ta način, da sta se oba trikotnika srečala točno v sred, da od roba originalnega ni čisto nič ostalo več. Ne? To se pravi, samo trikotniki pa štirikotniki. Temu se reče kuboktaeder. In to je tale kuboktaeder, ki ga imate tamle noter. Ne? Če ga lahko... To je tale kuboktaeder, ki ste ga tle videli. Ne? Zanimivo pa je to, ne? Da je teh 5 platonskih teles nastopa nekako v parih. Zdaj 5 ne morate ravno vse v pare spraviti, ampak hodijo pa nekako v parih. In sicer bom pokazal tele pare. Takole izgledajo. Ne? Če vzamete recimo oktaeder, ta je v paru s heksaedrom. Če vzamete dodekaeder, ta je v paru z ikozaedrom. Tetraeder je pa v paru sam sabo. Kaj pomeni v paru? V paru to pomeni tole. Lejte, tlele imamo en oktaeder in tlele imamo eno kocko. In če lahko takole naredite, ne? Da vzamete ta oktaeder in ga postavite, tako ga zmanjšate, da ga postavite v sredino kocke. Potem bojo tele vrhovi, to se pravi tele špičke, bojo ravno na sredini vsakega oglišča. Ne? To se pravi, nekako ga učrtamo noter v tole. Ali pa obratno, ali bi pa kocko dali semle noter. Bi pa se že spet vsako lice tega ustreza ogliščem prvega in narobe. Torej, temu se reče, da je en dual od drugega. Ne? Torej, prideta nekako skupaj. In kuboktaeder sem rekel, da se da dobiti iz kocke, tako da odbijamo nekatere stvari stran. Enako bi lahko naredili tudi iz oktaedra, če bi oglišča oktaedra do polovice lepo ravno postrugali, ne, bi dobili že spet kub oktaeder. Zato se imenuje kub oktaeder, kubus pa oktaeder. Ne. No, to je ena od operacije. Temu rečemo medial, recimo, mu rečemo prirezanje in zdaj imate tam še par takih, še ena, čudna je, ne, snab, pa duali so. Ne. To se pravi, to so 4 operacije, ki jih uporabite, da lahko dobite tele zadeve ven. Zanimivo je pa to, ne, da, kot sem rekel, so imeli tele Grki veliko srečo, da se jim je šlo. To se pravi, so tisto, kar so poskušali, je delovalo. Ker če pa pogledate zdaj tole, če pogledate tole telo, pa to telo tukaj na tej strani, sta si zelo podobna, ampak opazite eno razliko. Lejte, če bi vzeli tegale tukaj, ne, pa bi tistole kupolo zgor obrnili, pa jo malo zasukali, pa nazaj dol postavili, ne, samo malo gor obrnite, pa zasukate, pa dol postavite, dobite tega drugega. Ne. Kako izgleda tale? Trikotnik, štirikotnik, štirikotnik. Trikotnik, štirikotnik, trikotnik. Ne. Ta je drugačen kot on. Ne. In tale je pravilen, ta je arhimedski. Trikotnik, štirikotnik, trikotnik. Čakajte. Ja. Sem prav to rekel? Ja, v redu je, ja. Ker je za vsak trikotnik pa vsak štirikotnik enako velja. Medtem ko štirikotnik, ne, na eni strani so štirikotniki, na drugi strani so štirikotniki, pa štirikotnikov, na drugi strani pa štirikotnikov. Pri tem pa ni tako. Tukaj je pa štirikotnikov naokrog, tlele pa ne morete, pridete pa štirikotnik, pa se s trikotnikom konča tukaj. Ne? Torej, ta ni pravilen, ta ni arhimedski. Ne? Tako da nekateri so potem rekli, ampak, že spet, če pa naredim tisto, kar sem prej rekel, ne? Če zamižim, pa pogledam, ne? Okolica zgleda pa enako. Torej, če jaz ne pogledam celotnega telesa, ampak pogledam samo tole okolico, potem bo tle štirikotnik, bojo 3 štirikotniki, pa en trikotnik bojo skupaj. Povsod, pri vsakem oglišču. Torej, če samo lokalno pogledate stvar, ne morate vedeti, a imate opravka z enim ali z drugim. Morate celoto pogledati, da vidite to stvar. Ne? In ta je simetričen, zato ker lahko celoten prostor, ne, to se pravi, v prostoru ga tako zavrtite, da vsako oglišče, vsako drugo lahko prepravite in ne bosta sliki enaki, originalna in končna. Malo mi boš povedati, kako je s časom? Aha, tamle je, dobro, ja. Okay. No,
Zanimivo je to, ne, da nekateri pravijo, da je potem zaradi tega 14 arhimedskih teles, ampak v resnici jih ni, jih je 13. Ne. To se pravi, to je stvar definicije. Veste, z matematike je tako, ne. Za matematika je skoraj vse res, sam najprej se morata oba strinjati, ker sta matematika, da v isti stvari govorita. Ne. Če pa govori en v eni, en pa v drugi stvari, pa ne pridemo skupaj. Ampak matematiki smo običajno taki, ne, da če rečemo, da je 1 in 1 2, ne, je v redu, če pa reče, da je 1 in 1 nič, je pa tudi v redu, ker 1 in 1 nič pomeni, da štejemo v binarnem sistemu, ne, v obsegu nič 1 in je to tudi res, ne, sam moramo se zavedati, da govorimo o tej stvari. No, pejmo naprej. Obstajal en velik matematik, to je bil Papus, ne, iz Aleksandrije, ta je pa že v 3. oziroma 4. stoletju. Ne. To se pravi, on je pa tudi ogromno stvari dokazal in je dokazal recimo tale zanimiv izrek. Ne. Ta pravi tole, poglejte, bom tukaj le skiciral. Takole prav. Vzemimo poljubni dve premici. Ne? Pa vzemimo 3 točke na prvi premici. Kakorkoli. A, B, C. Pa vzemimo 3 točke na drugi premici. D, E, F. Zdaj pa povežimo tako, ne? Nasprot A je D, nasprot B je E, nasprot C je F, ampak zdaj pa povežimo, to se pravi, naredimo premico A, F povežemo, pa A, E povežemo, ne pa A, D. Pa isto naredimo B, D povežemo, B, F povežemo, ne pa B, E. Tista, ki je nasprot, tiste pa ne povežemo. Ne? To se pravi, C bomo povezali z D pa z E, ne pa z F-om. In dobimo zdaj, če pogledate, ne, te premice, ta, ki gre skozi B pa C, pa E pa F, te se sekata tukaj nekje. Pa te dve se sekata, pa te dve se sekata. To so pa tele točke X, Y, Z. No in Papus je dokazal, da so te 3 točke matematiki ali pa geometri rečemo kolinearne, to se pravi ležijo na isti premici. To je Papusov izrek. Ampak, kaj je tle zanimivega? Zanimivo je tle to, da dobimo pa mi eno čist diskretno strukturo iz tega ven, ker rečemo konfiguracija. To je pa tisto, kar smo se prej pogovarjali, oziroma prej smo slišali, ne, da sem jaz napisal z Brigitte Servacius eno knjigo o konfiguracijah in pa grafih. In ena od konfiguracij je Papusova konfiguracija. Zdaj pa, kaj je to Papusova konfiguracija? Pravi pa tole, zdaj pa napišemo mi vse tele zadeve, ki so kolinearne, to se pravi tele točke A, B, C, A, B, C, to je kolinearno. Ne? Pa so A, Y, F, A, Y, F, pol je recimo A, X, E, in tako dalje. Ne? In če tole napišete takole tabelco, boste dobili, to se pravi, imamo 9 točk A, B, C, X, Y, Z, D, E, F in imamo 9 takih trojic, to so pa naše premice, ki smo jih tukaj naredili, ne? Napisali. To so teh 9 premic, ki smo jih tukaj narisali. In zdaj, če pogledate, kolikrat se simbol A pojavlja tukaj noter? 3-krat. Zakaj? Zato, ker tale točka A leži na 3 od teh premic, ki sem jih izbral. Ne? In pa to velja za B, pa velja za C, pa za X, pa Y, Z, D, E, F. Za vse to velja. Hkrati pa na vsaki premici ležijo po 3 točke od teh. To se pravi, to je pa zato, da so tele ravno po 3 gor. Ne? To se pravi, dobimo eno
strukturo, končno strukturo, iz 9 elementov, ki jim rečemo točke, in 9 elementov, ki jih rečemo premice, pa so 3 točke na vsaki premici in 3 premice skozi vsako točko. Taki zadevi rečemo 9-3 konfiguracija. Zdaj se pa lahko zgodi še nekaj drugega, ne? Zdaj pa mi lahko takile zadevi priredimo še eno stvar, ki se reče pa graf. Kaj pa je graf v tem primeru? To je pa takale stvar, ne? Zdaj pa lahko si takole mislim, da imam jaz 9 vozlišč mojega grafa, vsako vozlišče ustreza eni točki. In tako dalje. In potem imam še 9 belih vozlišč. 2, 4, 6, 8, 9. To pa ustreza vsako eni premici. In zdaj bom povezal vsako črno vozlišče z ustreznimi premicami, ker ta točka A leži na 3 premicah. In potem bom naredil isto z B-jem, pa s C-jem in bom dobil eno tako zadevo, ki ima 9 črnih vozlišč, pa 9 belih vozlišč, vmes pa povezave, tako da vem, kjera točka na kjeri premici leži. Ne? No, zdaj pa, seveda, tle ne bomo nič videli, če bomo tako naredili, ampak bom jaz pokazal en trik, kako se jaz zapomnim, kako pridem do tega grafa, ta isti graf. Ta graf znam namreč jaz drugače narisati, ne? In ga narišem pa takole. Žal mi je, da nisem utegnil tega pripraviti v računalnik, ker mi je zmanjkalo časa. Namreč najprej začnem z eno zadevo, ki se reče, temu rečemo Dürerjev graf. Namreč Albrecht Dürer, če bomo imeli čas, bom na koncu mogoče pokazal tole melankolijo, je naredil eno sliko, v kateri je v bistvu vzel kocko, pa je odbil samo dve nasprotni oglišči. In če vzamete zdaj ta graf tega oglišča, pa če ga iz takole pogledate, iz enega od teh odbitih oglišč proti drugemu, vidite ravno tole, kar je tukaj narejeno. Ne? Torej, to si morate zapomniti. Vzamete kocko, odbijate 2 stvari, buf, pa gre stran. Ne? No, zdaj imamo to. In zdaj nič drugega naredite, kad sam še tole naredite, da tole tle razpolovite, pa ga takole povežete z nasprotnim. In to, kar ste dobili, je tale graf, ki sem ga tukaj napravil. Ne? To je slučajno Papusov graf. Ne? Zdaj, jaz ne bi zdaj šel vse to, kaj zdaj mi delamo z vsemi temi stvarmi, ampak torej, če pogledate tako kamorkoli, boste videli Univerza na Primorskem, pa Papusov graf, ali pa Univerza v Ljubljani tudi, ali pa kakorkoli, ne. To se pravi, Slovenci se zelo dosti s temi stvarmi ukvarjamo. Pa ne samo s tem grafom, ampak s podobnimi zadevami. Zdaj pa pojmo še na drugo stvar. To se pravi, tukaj vidimo, da je že spet en izrek, ne, bi rekel, so ga Grki pogruntali, kar naenkrat živi še danes naprej, ampak v eni drugi obliki, ne, abstraktni obliki. Ne. No, zdaj bi šel še v tole noter. Na tem palimpsestu, ko sem rekel, so odkrili pa tudi tole zadevo, da se je Arhimed ukvarjal s temle problemom. Za tangrame ste že slišali, ne, najbrž. To je takale stvar, ne. Torej, to je tako, da imate eno ploščico, ne, ki jo razrežete na manjše ploščice, ne. To je taka igrica je. In je potem, rečemo, potrebno sestaviti kakšne like iz teh likov, ki so tukaj narejeni, ne. To lahko tudi, če hočete, mogoče pogledate okrog. No, in tangram je bolj enostaven. Arhimed
je pogruntal tehle, to se pravi, ne vem, on pogruntal, ampak najbrž je bila že znana ta stvar takrat, ne, ampak on je analiziral to zadevo. To se pravi, on se je ukvarjal z disekcijo, to se pravi, razbijanjem kvadrata na takole obliko, to se pravi, to so zdaj elementarni delčki, ne, trikotnik, pravokotnik, trikotnik, ne. In med drugim je zelo natančno opisoval te, kakšni so, kako so sestavljeni in tako dalje. In na koliko načinov zdaj mi lahko pravzaprav kvadrat sestavimo iz teh delov, ne. Šele leto 2003 je bil znan natančen odgovor, ne. To se pravi, to je nekaj čez 2000 let pravzaprav stvara zadeva, ne. Da je, to so potem med drugim tudi z računalnikom delali, ne, ampak so morali najprej dosti matematike znati, da so vedeli, kako to stvar računalniku postaviti, ne. Da je v bistvu 17152 rešitev, ampak nekatere med njimi so seveda podobne drugim. Lahko mi recimo zasukamo, takole je tale kvadrat, ne, pa bomo dobili na drugo rešitev, ne, ali pa še enkrat zasukamo, ali pa zrcalimo in tako lahko takoj delimo z 8, ampak v resnici je pa samo 536 različnih, to pa ni deljeno z 8, ampak je deljeno z 32. Ne? 32 pa zato, ker je v resnici nekaj delcev, ki so popolnoma enaki. Recimo tale trikotnik je enak, kot trikotnik tamle gor. Ne? In zdaj, če še ta dva zamenjamo, se nič ne spremeni. Ne? Tako da se izkaže, ne, da je v bistvu potem samo 536 različnih rešitev. Pa še tukaj so nekatere, ki so narejene tako samo z premikanjem delcev, nekatere so pa zrcaljenjem. Recimo, če bi imeli vi ploščo, ki je na eni strani črna, na drugi strani bela, pa bi hoteli, da je vse samo črno, bi dobili zelo malo rešitev. Meni se da na 16, nekaj tazga jih pride. Ne? Ampak, če pa dovolite tudi, da imate črno-belo ploščo, ne, potem dobite pa 536 različnih rešitev. Ne? To je že spet, tako da zdaj pravijo, torej, to so zdaj ugotovili, ne, praktično pred par leti, ne, da je bil Arhimed tudi začetnik kombinatorike. Ne. To se pravi, ne samo, da je bil takle. Ne. Pejmo še mečkan naprej. Ne. Rim. Ne. Zdaj, to ni matematika, ker so Rimljani delali, ampak je matematika za nas. Ne. To se pravi, če pogledate tlele, pejte recimo v Glej, če greste pogledat, ne. Boste videli tamle te rimske mozaike po tleh. Ne. To se pravi, Rimljani so uporabljali takele vzorce v svojih mozaikih praktično povsod, ne. Po vsej Evropi, ne. Tudi drugje, ne, v Afriki, ne, v Izraelu sem tudi take najdel. Ne. Mislim, veliko je tega, ne. Pa ne samo taki, ampak podobni. Ne. Zdaj, kaj je to pravzaprav? To je matematično gledano, temu se reče splet. Ne. To se pravi, to je tako kot vozu, ne, ampak ni samo iz enega konca sestavljen. To se pravi, to je nekaj tazga, ki nima ne začetka, ne konca, to je recimo krožnica, bi se lahko predstavljala, ali pa gumica, ne, ki jo pa napeljete najprej takole naokrog, ne, vidite, to je ena, tlele mislim, da so 4 različne pridejo, ne, ampak to je vse prepleteno. In recimo tale splet tukaj, ne, teh so Rimljani uporabljali, je alternirajoč. To pomeni, če hodite recimo po eni strani, greste zgorej, pa greste potem spodaj, pa zgorej, pa spodaj, pa zgorej, pa spodaj. Nikoli ne greste dvakrat spodaj ali pa dvakrat zgorej. Zmeri greste gor in dol. Ne. Zdaj, če je to sestavljeno, torej ta splet, ne, ima 4 komponente, 4 delove sestavljene. Ne. Zdaj vsi poznamo recimo take splete, olimpijski krogi, ne, so tak splet. Ne. Pol so tele boromejski trije obroči, poznate to, kako izgleda. Ne. To so taki 3 obroči, samo zdaj nam znal na pamet povedati, takole med seboj so, pa že spet mislim, da so alternirajoči, gor dol. Ne. Torej te, zanimivo pri teh, ne, je to, če greste gor dol, potem to v bistvu simbolizira nekako enotnost 3 bratov. Ne. Čim eden gre, ne, druge 2 nista več sestavljena. Ne. Mislim, če enega tle odstranite, recimo, če greste gor dol, ne, če enega date stran, une 2 nista več
zvezana, ne, ampak gre sta narazen. Ne. In to za katerekoli dva velja. Ne. To je recimo ena taka zadeva. No, ta teorija vozlov je zdaj zelo pomembna v topologiji, z njo so se ukvarjali, to se pravi, se še vedno ukvarjajo, ne. Zanjo je bil tudi dobljena ena od Filcovih nagrad, ne, bila za ta Jonesov polinom, ki so o vozlika pogruntali. Seveda, te vozle so uporabljali pa tudi kasneje, so keltski vozli, ne. To so podobna struktura. So pa tudi na Hrvaškem in v Sloveniji, ne. Recimo, zanimiv je, da imate tale keltski vozel, imate upadni, ne. To je en plutej, ki je originalno zgleda tako, zdaj je to razbito, ne, iz dveh delov sestavljen, en konc je nekje, en konc je nekje drugje, ne. Ampak, torej te pluteji, to so bile ograje pred oltarjem, ne, cerkve, so bile pač postavljene in s tem sem se tudi malo ukvarjal, ne. Nekaj časa sem ene programe delal za risanje teh stvari, ne. In tukaj je že spet zanimivo, je to iz enega konca sestavljeno ali ni, ne. Iz kolikih delov je taka stvar sestavljena. No, zdaj, sama teorija vozlov zgleda zelo preprosto, ne. Ker kdaj sta dva vozla enaka? Zdaj imamo recimo najbolj znanje tisti detelca vozil, zdaj risal, kaj nam znal. Ampak, kdaj sta dva vozla enaka? Ja, obstajajo tako imenovani Reidemeisterjeve transformacije, to so tri, ki izgledajo takole, ne. Če imate en konček vozla, ki izgleda takole, vedno lahko ga mičkeno skupaj potegnete pa naredite eno zanko, ne. Prav? To je ta prva transformacija. Ali pa obratno, če opazite tako zanko, pa nič nimate nobene ovire, jo lahko vedno razvozlate. Druga transformacija je enako. Imamo dva vzporedna končka, lahko zmeraj enega damo malo čez drugega ali pa pod drugega, kakor hočemo, ne. In tretja transformacija je pa, ta je še najbolj enostavna, najbolj komplicirana, ta je pa tako, ne. Če imate tako, da se recimo ena stvar je popolnoma zgoraj ali pa popolnoma spodaj, ne, potem lahko ta trikotnik okrog obrnete, se pravi, to zgornjo smo malo dol porinili, vidite, ali pa nazaj gor damo, ne. In se da pokazati, ne, da če imate dva vozla, projekcije vozla odkole, ne, lahko z zaporedjem Reidemeisterjevih transformacij enega transformirate od drugega, potem sta ta dva vozla enaka, identična. To se pravi, potem recimo, samo če ga lahko, recimo nek vozel transformirate v navadno zanko brez vozla, potem je ta vozel mogoče odvozlati. Vse druge, drugače ga pa ni mogoče odvozlati. Samo to pogrunta, da se vozel da odvozlati ali ne, je pa računalniško lahko zelo komplicirano. No, končal bom še z neevklidskimi geometrijami. Omenil sem, da je Evklid pravzaprav naredil evklidsko geometrijo in to je bila v bistvu teorija, ki je opisovala prostor, kot ga običajno pojmujemo, ne. To se pravi, to je tisto, kar mi mislimo, da je ta prostor, kako izgleda, je Evklid pravzaprav to natančno povedal. In ena od stvari, ne, ki jo je v teh svojih elementih zapisal, je tako imenovan peti postulat, ki pravi tole, ne. Za vsako premico P in vsako točko T obstaja natančno ena premica, ki gre skozi to točko T in je vzporedna tisti premica Q, ki je vzporedna premici P, ne. In to so mislili, da je nekaj tacga, ki pač velja. To je nekaj, kar velja, ker nima smisla niti dokazovati, ker je tako res, ne, da bolj res biti ne more, ne. In so se potem matrali, pa so rekli, mogoče se pa da to stvar dokazati, ne. Pa so dolg časa se ukvarjali s tem, kako bi to zadevo, ki je tako očitna, ne, dokazali iz ostalih aksiomov in postulatov in predpostavk. In nikakor tega niso mogli narediti. Potem je pa tam nekje v 18. 19. stoletju so se pa pojavili prvi ljudje, ki so rekli, ja, pa dajmo pa narediti eno
rečemo, da pa to ni res, ne. Rečemo pa recimo, eden je rekel, pa rečemo tako, ne, da za vsako premico pa vsako točko obstaja več kot ena usporednica, ne. Pa so pol poskušali protislovje najti v takih geometriji, pa ga niso mogli. So kar enkrat videli, da nobene stvari ni take, ki bi temu lahko nasprotovala. En drug je rekel, ja, kaj pa rečemo tako, ne, če vzamemo vsako premico, pa vsako točko, pa vsako premico Q skozi točko T, ta premica mora sekati originalno premico. To se pravi, da ni usporednic. Pa se je spet vse lepo izteklo, ne. No in zanimivo je to, ne, da je ta ideja, da se vzame, da se zahteva, da skozi vsako premico, da se vsaki dve premici sekata, da v bistvu eno geometrijo, novo geometrijo, drugačno geometrijo, ki rečemo projektivna geometrija, in ta projektivna geometrija ima v bistvu 3 aksiome. Te 3 aksiomi so takile. Prvi aksiom pravi, poljubni dve premici, P in Q, se sekata v natančno eni točki T. To se pravi, ni usporednic. Vsaki dve premici se sekata v poljubni. Drugi aksiom pravi, vsaki dve točki A pa B določata natančno eno premico P. To se pravi, s poljubni dve točki lahko potegnem eno samo premico. In tretji aksiom pravi to, obstajajo 4 točke A, B, C in D, tako da nobene 3 ne ležijo na isti premici. To se pravi, obstajajo 4 točke, ki so v poljubni legi. Če vzamete te 3 aksiome, dobite čudovito razširitev evklidske geometrije. Namreč, kakšno? Takole si lahko predstavljate. Vzemimo ravnino, pa dodajmo tej ravnini še neskončne točke, točke v neskončnosti. Pa dodajmo tej ravnini še eno premico v neskončnosti. In če to naredite na pameten način, potem ta struktura, ki jo dobite, zadošča natančno tem 3 aksiomom. Ampak, pokazalo se je pa nekaj drugega. To se pravi, s tem, ko se je razširila ta pojem neevklidske geometrije, iz evklidske še na druge geometrije, se je videlo, da ta geometrija, ki je, ni absolutna, ni nekaj tazga, ki jo sploh, da lahko razmišljamo tudi o drugih stvarih, ne samo o tej geometriji tega prostora. Ampak potem, ko so pa tele 3 aksiome napravili, se je zgodila pa še ena groza. Namreč zgodila se je to, da so pa kar naenkrat za te aksiome dobili različne modele geometrij. Ene so bile take, ene so bile drugačne, ne samo tista, ki sem jo zdaj opisal. Premica, mislim ravnina, zvezdna, ki teče še ena neskončna premica naokrog. Točke so pa v bistvu ravno šopi vzporednih premic, ne, so pa točke v neskončnosti, ne. To je nekak model projektivne ravnine, realne projektivne ravnine. Obstajajo tudi končne projektivne ravnine, ki imajo samo končno mnogo točk in končno mnogo premic. In tukaj bom sam še narisal eno tako, ta najmanjšo, ki jo lahko naredite, ne, pa bom potem končal. To je tako imenovana Fanova ravnina. Zdaj morate pa nekaj vedeti, ne? Ko jaz govorim o točkah in premicah, to so abstraktni pojmi, to ni to, kar zdaj boste videli na temu. Jaz bom samo poskušal vam pokazati, kaj so tele zadeve. Takole, imamo 7 točk, 3 sem zdaj namalal, pa še 3 bom tle namalal, pa še eno bom dal samo v center, prav? To je 7 točk. Zdaj bom pa še 7 premic naredil, ampak te premice so v bistvu samo te 3 točke skupaj je ena premica, v redu, ker ni nobene druge točke vmes, samo 7 točk obstaja, nobenih drugih ni, končno mnogo je. Ampak jaz vse en takole narisal tole,
tako da bomo lažje vedeli, da je tole prav. Ampak teh točk tle vmes ni, ne? A je v redu? So samo te 3 točke, pa te 3 sestavljajo eno premico. Tako smo prej govorili o konfiguraciji. Je bilo 9 točk, pa 9 premic. Nobenih drugih nas ni brigali, ne? A v redu? No in pol naredimo še tle eno, pa tle eno, pa tle čez eno, pa tle čez eno, pa tle čez eno, zdaj pa še ena manjka, ne? Te pa ne moramo narisati z ravnimi, pa tudi ni treba, da bi jo narisali z ravnimi črtami, zato ker teh ostalih točk tak ni. To je pa ta tlele vmes, ne, še. In temu rečemo Fanova ravnina. In če vzamete to, je že spet konfiguracija, to pa je 7-3 konfiguracija. To je najmanjša takale 3 konfiguracije, ki jih dobite. Imate 7 točk, 7 premic, 3 točke na premici, 3 premice na točkah. Zdaj bi pa samo še res čisto za konc, pa bom sam še to povedal. Če gremo pa mi iz ravnine na druge, bi rekel, ploskve. Tole tlele je recimo, rečemo, trojni torus. To je torus, ali pa bi rekel ena sfera s 3 luknjami tlele, ne? To je nekaj iz ene gline noter narejen. To je pa dvojni torus, ne? To je pa iz lesa narejen, to pa ni tako hudo. Potem lahko še zmeri rišemo grafe ali pa poliedre, to se imamo oglišča, robove, imamo še lica tudi, ne? Ravno tako, ko smo jih bili prej. Torej, spet lahko računamo, koliko je V-jev, koliko je E-jev, koliko je F-ov, ampak potem pa ta dvojka ne velja več. Potem se pa izkaže, da je ta stvar enaka V manj E plus F je enako 2 minus 2G, pri čemer je G število lukenj. Da bo pa zadeva še bolj komplicirana, obstajajo pa ploskve, ki so sklenjene, pa niso orientabilne. Recimo tale tukaj, to je Kleinova steklenica, pa bi nehal tle, pa boste povprašali, pa bom pa povedal, kaj je tole. No? V redu, da nam preveč časa. Imamo pa čas za diskusijo in vprašanja. A se doseže mogoče kakšen miselni preskok, če se ukvarjamo recimo z grafi, pa na njih gledamo kot na točke, da so recimo daljice med dvema vozliščema se da definirati v grafu, ali pa da rečemo kar, da so premice. Ali je kakšen tak projekt, ki malo ilustrira to? Ja, glejte, ta glavni del, mislim pa zdaj sem videl, namreč nisem imel pripravljene, to je moj ta zadnji slajd, ki ga tle vidite. Če bi jaz imel več slajdov, bi vam lahko več stvari povedal, pa hitreje bi šlo, ne. Namreč pust stvari nisem utegnil napisati. Natančno to je, ne, namreč obstaja ena zelo pomembna zveza, ne, med grafi in pa v bistvu temi konfiguracijami, pa še malo drugačnimi. In sicer obstaja tale zveza, poglejte, zdaj moram pa to povedati. Nekdo je vprašal, to je Hadwiger je vprašal, kaj se zgodi, če mi vzamemo ravnino, tako, ta pravo ravnino, pa jo pobarvamo, vsako točko z neko barvo pobarvamo. Neke točke so plave, neke so zelene, neke so rumene, ampak edino pravilo je to, da če sta dve točki na razdalji 1, to se ravno enotski razdalji, morata biti z različnima barvama pobarvani. Koliko je najmanjše število barv, da lahko ravnino na ta način pobarvamo? Znano je, da je vsaj 4 barve so potrebne, največ je pa 7 barv. Ampak ta stvar je pa zdaj povezana s tem, da mi poskušamo potem graf nek narisati v ravnini, tako da so vse povezave grafa ena dolge. In poskušamo potem kar barvati vozlišča tega grafa pravilno, tako da nobeni dve sosednji vozlišči nista z isto barvo pobarvani in poskušamo doseči čim večji kromatično število tega grafa. In v čem je zdaj hec? Hec je pa zdaj v tem, če zdaj najdemo take
tako imenovane enotske grafe oziroma grafe, ki so unidistance graf, pravimo temu v angleščini, ne, potem lahko nekaterim tem grafom priredimo konfiguracije ne točk in premic, ampak točk in krožnic. Tako da imamo pa zdaj točke na eni strani, krožnice na drugi strani in gledamo presečišče krožnic v teh točkah in tako dalje. In to je pa zdaj ena zadeva, s katero se pa ravno zdaj ukvarjam. Ne? Mislim, tako da še ni čisto končana, ampak je pa izredno zanimiva. Ne? A je to povezano z sliko, ki je bila objavljena na vabilu? Ja, seveda, to je to, ne, mislim, ker to je pa, ja, mislim, do tega sploh prišel nisem, ne, žal. Mogoče drugič, ne. Vprašanje? Mogoče bi jaz, tukaj na koncu je bila omenjena projektivna geometrija in njeni aksiomi. Ja. Smo slišali, da imamo tako neskončne kot končne modele. Ja. Kakšna je zveza med končnim pa neskončnim tukaj? Kaj se da kakšne rezultate za končne prenesti vedno neskončne ali pa obratno, ali so to povsem ločeni raziskovalni sferi? Ne, eno in drugo, ne, mislim, sta povezani po svoje sta pa spet ločeni, ne, ker že spet tukaj, če pogledate končna geometrija, ne, je absolutna diskretna paradigma tukaj noter, ne. Medtem ko v neskončnih teh zvezdnih geometrijah ne, imate pa tudi ta zvezdni element. Čeprav, ne, recimo, če pogledate, so nekatere stvari, ki so bistveno različne. Ne. Recimo, v neskončnih geometrijah je pa zdaj tako, poleg tega Papusovega izreka obstaja še en izrek, ki je tudi zelo pomemben, to je Desargov izrek iz projektivne ravnine, ki pravi pa tole, ne. Če imate vi 3 premice takole čez, ven skozi z ene točke, pa vzamete 2 trikotnika takole noter, ne, pa potem nadaljujete enakoležne tele stranice, da se sekajo, ne, potem bojo ta 3 presečišča spet na skupni premici. Ne. Tebe dobi pa 10 točk, pa 10 premic, pa so 3 točke in tako dalje. In dobite tako na Desargovo konfiguracijo ven. Ne. In je zdaj tako, da obstajajo projektivne ravnine, v katerih en izrek velja, drug pa ne. V končnih ravninah je pa tako, da če velja eden, potem velja tudi drug, ali pa noben ne velja. To se pravi, je mičkene razlike med temi. Ne. Klasifikacija v končnem najbolj ni znana, ne? V končnem, ne, sploh nobene, mislim, nobene ni. Pri projektivnih ravninah končnih, ne, namreč število tako hitro naraste, ne, če vzamete, torej znano je, recimo, katere projektivne ravnine, za katere rede obstajajo, ne, ampak, mislim, potem, če hočete pogledati, recimo tale na 7 točkah je ena sama, ne, 7, 3, ne, ampak potem, če vzamete malo večje, pa stvari tako zakomplicirane rate, da potem je težko tudi prešteti, ne, koliko jih je. In obstajajo te klasične geometrije, ki jih dobite v bistvu iz vektorskih prostorov, tako da vzamete pač tiste premice skozi izhodišče in tako dalje, pa ravnine skozi izhodišče. Potem so pa neklasične geometrije, so pa take sporadične, ki nastopajo noter. Vprašanje? Zadnjih vprašanj se še enkrat zahvaliti predavatelju. Ja, hvala.